Lep pozdrav, evo Miran tukaj. Danes bi želel narediti en video za tiste, ki želite spremeniti svoje življenje in ki želite spremeniti svoje partnerstvo, pa nimate denarja. V bistvu to je video za tiste, ki resnično želite spremeniti svoje življenje in resnično želite spremeniti svoje partnerstvo, pa nimate denarja. Tisti, ki pač imate neka finančna sredstva in razmišljate, ali bi ali ne bi, to ni video za vas. Ker v bistvu pač z vami se moram pogovoriti o drugih zadevah. Ok, to pomeni pač ste v situaciji, ker prva stvar je, da vam povem, da vas popolnoma razumem. Zato, ker jaz sem bil jaz sem bil v podobni situaciji. Ne. Zdaj pač, ne vem, lahko rečem, da sem imel smolo, da sem imel smolo oziroma da sem imel srečo, kot sem včeraj napisal na Facebooku, če imaš srečo, da imaš smolo, da nimaš nobene druge možnosti, potem najdeš pot. Sam sem zdaj pa že krepkih 15 let, še malo več nazaj, sem bil v situaciji, da sem šel skozi drugo ločitev, posel je dejansko mi šel zelo slabo, bil sem v minusu, nisem imel denarja. In dejansko potem sem imel možnost, ali najdem pot, da spremenim svoje življenje, ali pa bom celo življenje životaril, celo življenje pač v neki slabi situaciji. In dejansko pač verjamem, da ste tudi vi v neki podobni zgodbi. Ker razlog, zakaj imate težave na področju partnerstva, je zato, ker pač imate energijske blokade, ker imate premalo energije, ker imate pač napačne energijske, podzavestne energijske programe, isto kjerkoli v življenju, če ste zataknjeni. In dejansko potem je pač samo, bom rekel, zgodba, da pogledate, bom rekel, sebe v ogledalo in rečete, ok, kaj zdaj v tem trenutku hočem? Ali hočem spremeniti svoje življenje, ali pa bo celo življenje takšno. In če ste se odločili, da bo pač celo življenje takšno, potem nimate, na nek način, glejte se iskreno, na nek način nimate pravice, da jamrate. Ker recimo dostikrat objavim neko zadevo tele v skupini ali na Facebooku, in potem mi pač neka gospa, jaz ne vem, se ne da, sem pač v bistvu poskušala spremeniti partnerstvo, sem poskušala narediti neke stvari, ampak se ne da. Ok, v redu, kaj pa če vam jaz pokažem, da se da, a ste pripravljena? Kaj ste pripravljena? Koliko ste pripravljena? A me razumete? Ker v bistvu, če nisi pripravljen narediti nekega koraka, če nisi pripravljen najti poti, potem v bistvu nimaš pravice, da se pritožuješ. Lahko se pritožuješ, ampak v bistvu ne boste se pritoževali v moji skupini ali pa na mojem zidu. Zakaj? Je zato, ker vas bom ven vrgel. Zato, ker v bistvu pač želim tukaj narediti neko mesto, neko skupino, da lahko vam dam upanje, da lahko vam povem, da so stvari mogoče, da se dajo spremeniti. Ker edina stvar, ki se tukaj ne da narediti, je, če obupate. Ker recimo delal sem z strankami, s katerimi smo delali 2-3 leta. In so bile ogromne spremembe. Delal sem stranko, ki je imela, bom rekel, partnerstvo, ker je bil partner fizično nasilen in slaba samopodoba in vse to. To pomeni, da je toliko pač negativnih programov, da je toliko pač vsega tega. In potem delala sva 3 leta. Ampak danes je ta stranka v srečnem partnerstvu. Danes ta stranka dela posel svojega življenja. A me razumete? Ampak včasih se pač zgodi, da pač so ti naši podzavestni programi, da so ta naša prepričanja, da so ti naše poškodbe toliko trdovratne, da dejansko nimamo druge izbire, kot da počasi meljemo, kot da počasi spreminjamo neke zadeve. In jaz sem pač mojster 100% za te zadeve. Gledajte, recimo primer, trenutno pač saniram neko poškodbo, imam poškodbo zadeva se je začela zaradi stresa in vseh teh podobnih pritiskov in tako naprej. In potem se je pač na fizičnem nivoju se mi manifestiralo tako, da pač imam neke bolečine, posebej zvečer, ko se sprostim, imam bolečine v nogah. In to zadevo počasi odkrivam in saniram že 10 let.
Ne? In vam iskreno povem, zdaj sem čist na koncu in je dejansko boljše, kar je karkoli bilo. Ampak moral sem ostale stvari, bom rekel, počasi odkriti, eliminirati in tako naprej. Ne? Tako da, seveda, pač imate, tako kot sem rekel, ne, imate dve možnosti v življenju. Ne? Da pač rečete, ok, v redu, pač ni mi namenjeno, pač bom potrpela, ne, bom tiho, bo tako kot je, ne, ali pa v bistvu rečete, ok, super, pač dobila sem neko informacijo, pač tukaj na tem energijskem treningu, v bistvu pri meni, ne, da so stvari možne, ok, kaj lahko sedaj naredim. Ne. In če nimate sredstev, če nimate denarja, ker večina pač problem je, prva zadeva je, da ne verjamete, da je mogoče. Jaz sem dejansko živi primer, da je vse mogoče, moje stranke so živi primer, da je 1000% vse mogoče. Če vas zanima, se oglasite pri meni na brezplačnem pogovoru, vam bom povedal primer za primerom, kaj smo delali, koliko smo delali in tako naprej, ampak rezultat je vedno prišel. Nikoli ni bilo, da ni bilo rezultata. Ampak razumete, ne? Sem delal za gospo, ki je imela 6 otrok. Okay? In imela pač probleme z energijo, pomanjkanje, tako da dejansko ni mogla delati, bom rekel, praktično nič drugega, kot da je skrbela za otroke, bila je mama doma, vmes je enkrat poskušala iti v službo, ampak je po enem mesecu odnehala, ker je bilo vsega preveč, ker ni imela dovolj energije. Problemi so bili z otroci, ker ni mogla vsega handlati. In sva delala sva 1 leto pa pol, večino časa 2-krat na teden. Zdaj, kakšna je bila ta investicija, ne vprašate, ampak v bistvu lahko vprašate, okrog 10 evrov. Ne? Ampak zdaj, a se je splačalo? Ja, ne vem, glejte. Situacija današnja je takšna, da pač gospa ima svoje podjetje, otroci so se spremenili, postali so bistveno bolj samostojni. Ne? To pa iz te situacije, da ni mogla niti normalno funkcionirati, kaj šele skrbeti za vseh 6 otrok, ne? Danes dela v svojem podjetju in ima svoje stranke in služi svoj denar. 10 evrov investirala. Ja, 10 evrov investirala, ampak v bistvu v dobre pol leta ali pa v enem letu jih bo dobila nazaj. Ne? V bistvu, kaj je danes moje sporočilo? Če ste v situaciji, kjer dejansko pač želite nekaj, resnično želite, ali imate dovolj tega vašega partnerstva, dovolj, bom rekel, da se vrtite v krogu, potem morate enostavno sprejeti odločitev, ni drugega. Tukaj vam ne moram prodajati neka jabolka, štrudle, neke, koliko ste lepi, koliko ste strašni. Ste lepi, ste strašni, imate potencial, ste čudoviti, vse to je res, kar vam zunaj prodajajo. Okay? Ampak nobeden vam enostavno ne pove tega, da pač nažalost, če ste v taki situaciji, jaz sem bil v taki situaciji, potem prva stvar je, da potrebujete pomoč. Če ste v moji skupini, če spremljate moje stvari, potem sem 100%, da potrebujete energijsko pomoč. In to energijsko pomoč in podporo in znanje, vse te lahko tukaj dobite od mene, moje partnerke Karmen, zagotovo vam lahko pomagava. In tretja stvar je, da pač tukaj je neka investicija. In pač verjamem in vem, da pač denarja nimate. In jaz nisem imel denarja. Ok, kako sem pač to zadevo rešil? Rešil sem tako, da sem pri 40 letih prosil svojega očeta za 10 evrov kredita. Ne? In pač oče je bil v penzionu, in sem mu potem, ne vem koliko sem po 100-150 evrov sem mu potem plačeval. Potem naslednja zgodba je bila, da dejansko sem za neko večjo investicijo sem vzel hipotekarni kredit na hišo, ki niti ni moja, last mojega očeta, zdaj pač sem solastnik, je oče zdaj umrl. Ne? In sem ta kredit plačeval, moral bi ga plačevati 20 let. Ne? Ok. Seveda, vprašanje je, ne, ali je bilo to vredno, absolutno. Danes je moje življenje bistveno bolj drugače kot to. Ne. Seveda pač ogromno vas tega ni pripravljenih. Pravno sem se pogovarjal z eno gospo, ima celo komo, bom rekel, doma, ne, brez energije, komaj je podjetje izhaja, ampak gospa je bila 14 dni na dopustu in sedaj pač mora malo nazaj prelavati in tako naprej. A me razumete? Ne? Ker plejte v bistvu, bom rekel, tukaj mogoče
kakorkoli, zdaj pač sem vam všeč, vam nisem všeč, ne, ampak stvari vam povem direktno, stvari vam povem brez olepšavanja. In mogoče je ta skupina, mogoče sem jaz edini, ki vam resnično bo povedal resnico v oči, na 4 oči. Ne. Glejte, če niste pripravljeni se odpovedati svojim počitnicam, če niste pripravljeni se odpovedati, da mogoče imate nov avto, ki ga rabite imeti na leasing, zato ker ima sosed ravno tak avto, in če niste pripravljeni ta denar investirati vase, potem pač nimate pravice, da se karkoli pritožujete. In po drugi strani je pa pač to sporočilo, da so to ljudje že delali. Ogromno mojih strank je to naredil. Jaz sem absolutno naredil, sem čez 100 000 evrov investiral v svoj osebni razvoj. Ne samo tistih 10, tisto je bil začetek. Ne. Okay? Plejte, dejstvo je, mogoče sem jaz bil bistveno bolj poškodovan, bistveno bolj komplicirane programe, bom rekel, te zadeve sem imel, bistveno več stvari za urediti, kot jih imate kdorkoli več, ampak gre za to, a ste vi pripravljeni, a ste pripravljeni najti pot, ali v bistvu pač hočete biti kot vsi, ki imajo nek vrtiček, največja želja je, da potem, ko sem v penzionu, imam nek vikend na morju, ali pa vsaj, da grem 2-krat na morje. Ja, morje pa more biti, ne, pravi gospa. A veste, da nimam denarja, grem na morje. Jaz sem rekel, v redu, plejte, gospa, jaz, ko sem hotel imeti drugačno življenje, 10 let nisem bil na morju. Ja, morje pa more biti. Ja, ok, pa morje more biti. Potem pa pač, a me razumete, ne? Jaz tudi nimam Tesla doma, ki bi ga lahko imel, če bi ves denar, ki sem ga investiral vase, investiral v avto. Ampak potem bi pač imel še vedno se kregal v partnerstvu, še vedno bi bil še ne 2-krat ločen, ne? Ampak imel bi Tesla. Tako da v bistvu, plejte, če želite resnično spremeniti svoje življenje in če tole poslušate, potem vam je zagotovo namenjeno. Potem zagotovo obstaja pot, da najdete pač, plejte, če hočete nekaj imeti, če hočete, morate dejansko investirati vase, ni druge. A investirate pri meni ali investirate nekje drugje. Ampak, kot sem rekel, glede na to, da tole poslušate, je zagotovo vaša situacija, vaš problem energijski in pač zato ste tukaj pri meni. Ne. In dejansko pač morate najti neko pot. A je to pač nek kredit, a je to, plejte, jaz sem se sposodil od prijatelja, sem se sposodil, vse stvari sem vrnil. Ampak bom rekel, v sodobnem svetu se to imenuje investicija. Jaz pa nisem tak, da bi na obroke. Jaz če imam, če nimam. Kaj pa nimaš? Pa teh bod. Kaj se pa pritožuješ, da ti ni življenje všeč, če nisi pripravljen? A me razumete? Ker v bistvu, plejte, vsi uspešni ljudje na svetu so šli po tej poti. Imeli so neko situacijo, a so pač hoteli spremeniti življenje, a so hoteli odpreti neko podjetje in zagotovo niso imeli kapitala. In kapital so morali najti. A ga je posodila stara mama, so šli na banko, a so naredili hipotekarni kredit. Plejte, recimo, ne vem, mislim, da je bilo od Djokoviča, tudi so prodali neke hiše in tako naprej. Ne? A me razumete? In pač imaš hišo, ja, imam hišo. Imam hišo, ja. Koliko je pa vredna, ja, ne vem, 150-200 tisoč, ok. A jo upaš prodati? Ker v bistvu, plejte, če imate zdaj težave na financah, če imate težave na partnerstvu, če se te ločili, boste itak morali hišo prodati. Ampak če pa investirate nekaj, mislim, ne pravim, da morate dejansko hišo prodati, govorimo o tem, kakšen odnos morate imeti. Če hoče nekaj spremeniti, mora obstajati neka pot. Zagotovo se da. Pač, vse vam pravim, ne? Ljudje pač kupujejo nove avte in jih kupijo na leasing. Jaz sem si na leasing oziroma na kredit kupil novo življenje. Ne? In tukaj je pač, bom rekel, ne? Avto imam še vedno več kot 10 let star. Ne? Ok, čaka, bo nov, dober. Ne? Boste videli, kakšen ga bom imel. Ne? Ampak dejansko to je zdaj, ko sem pač, bom rekel, toliko lahko spremenil sebe, da potem zdaj razmišljam o nekih ciljih, razmišljam o, ne vem, zaslužku 10 000 evrov mesečno, razmišljam o tem, da je vse mogoče, da dejansko vse se da takoj in potem pač ljudje mislijo, da sem z enega drugega planeta. Mogoče sem, ne? Ampak lahko del tega mojega planeta
sprejmete v svoje življenje. Del tega mojega planeta lahko pač tudi vi, uporabite in se vam spremeni življenje. Ampak prvi korak morate narediti. In ne glede na to, kako je. Glejte, vedno se da, vedno je opcija. Ne? Vsi imamo, telefon mora biti nov. Ne? Ja, telefon, glejte, recimo gledam ljudi, ki nimajo, nekega standarda, ampak imajo dejansko 200 evrov vseh naročnin za internet in potem ima vsak v družini nov telefon in vsak ima recimo 30-40 evrov mesečno plačuje za to, da ima novega, ne vem, karkoli že je. Okay? Zakaj si potem na obroke ne kupite novo življenje? Se lahko naredimo. Ne? Na 48 obrokov po 50 evrov, to je že kar nekaj investirate vase. In potem, ko boste imeli novo življenje, ko boste imeli novo partnerstvo, se vseeno kaj gledate. Vi ste dejansko pač imate probleme na financah, zato ker imate probleme na partnerstvu, zato ker ne znate drugega podpreti, ker se ne znate dvigati, ker se ne znate motivirati. Isto v življenju. Ne. Vse stvari, jaz sem delal eno raziskavo recimo mojih strank. Tisti, ki so bili v neko daljše obdobje, to pomeni vsaj 1 leto pri meni na treningu, vsem so se finance dvignile vsaj za 300 do 700 evrov dodatno mesečno. Zakaj? Je zato, ko ti investiraš vase, ko se ti dvigne tvoja kreativna energija, ko se ti izboljša tvoje partnerstvo, avtomatsko se ti odprejo nove poslovne priložnosti. Avtomatsko pač dobiš neko drugo možnost, da se ti nekaj odpre, da več zaslužiš in tako naprej. Ne? Če mi ne verjamete, ne da mi tlele spodaj smetite z nekimi komentarji. Pridite k meni na pogovor, pa bomo pogledali. Pa vam bom dejansko dal konkretne korake. Ne? In potem boste videli, pač, nekaj treba narediti. In dejansko jaz iščem take ljudi, ki so pripravljeni nekaj narediti, ki so pripravljeni na kocko postaviti to in potem, požgati mostove in resnično iti naprej in resnično zaživeti drugačno življenje. Ampak prvi korak je, da najdeš pot. Kje, kako, ne vem. Ni moja naloga, da vam jaz rečem, plejte, sposodite se od unga strica, pejte na banko, ne vem. V nekem obdobju sem zlatnino, ki sem imel neko od enih prejšnjih partnerstev prodal za par 100 evrov in sem vložil v neko zgodbo. Ampak razumete, ne? Ampak danes stojim na teh temeljih tega, kar sem jaz to delal. Ne? In jaz ne pravim, da to morate vi narediti. Absolutno ne. Jaz vam želim samo povedati, kaj je mogoče. In če študirate uspešne ljudi po svetu, boste videli, da so vsi šli po podobni poti. Da so večina njih, zastavili neko tako zgodbo in zakaj pravijo, da je Apple začel v garaži. Pred leti, ko sem jaz odprl svojo firmo, sem ravno tako po prvem letu mojega poslovanja, ker nisem imel pojma, kako posluje, nisem imel denarja za najemnino, to pomeni, da nisem imel svojega stanovanja, sem pol leta živel v svoji trgovini, odzadaj sem imel pisarno, prej je bila trgovinca, odzadaj pa pisarna in tam sem potem imel blazino in sem spal in se tuširal v umivalniku in potem hodil parkrat tedensko k kolegom na obisk, da sem opravil in da sem se stuširal. Ne? Ampak jaz sem bil pač pripravljen take stvari narediti. Če vi tega niste, potem pač mogoče to ni mesto za vas, da tole stvari poslušate. Ne? Ampak v bistvu tisto, kar jaz želim vam povedati, je, da vam dam upanje, da se da. Ampak v bistvu morate sami s sabo se zmeniti. Ne? Mogoče pač nekaj, otroke moram peljati na morje, ena gospa rekla. Ne? Ne, okay. Otroci, to pa res pomembno. Sem rekel, otroke boste peljala na morje, ampak pogledajte, kakšno imate partnerstvo, pogledajte, kako se kregate, pogledajte, kakšen vzgled jim boste dala na morju. Kaj bodo oni od tega morja potem imeli? Kakšno prihodnost? Kakšno? Ja, isto jih čaka. Poglejte svoje starše in poglejte, kje ste vi. Vse, česar vaši starši niso razumeli, vse, česar vaši starši niso uspeli uresničiti, vse te stvari se vi zdaj matrate. Če so bili vaši starši uspešni na področju posla, so vas naučili, kako biti v poslu uspešni. Če so vaši starši imeli srečno partnerstvo, so vas naučili, kako imeti srečno partnerstvo.
Če vas niso, in po vsej verjetnosti vas niso, mene niso, ne, imate sedaj te težave. In če vi ne boste naučili tega vaše otroke, ne, jaz sem jih rodila, pa ne se pa znajde. Ok, v redu. Se tvoja mama je tudi tako mislila, zato pa se pravičujem, ampak razumete, kaj hočem reči? Ne? Potem se pa pač odloči, kaj je bolj pomembno, kaj date vi otrokom, znanje za življenje ali to. Ne? Pa ne zdaj mislite, da vam zdaj 20 minut že nekaj tukaj prodajam. Prodajam vam vaše novo življenje, ne to, da boste k meni prišli na trening. To pač, da greste k meni na trening, pač slučaj. Ker pač imam jaz neko znanje, ki vam lahko pomaga obrniti vaše življenje, dati popolnoma novo prihodnost. Ne. Ampak stvar je samo v tem, a si upate, a imate ali pa jih nimate. Če jih imate, jih nimate, karkoli. A me razumete? Tudi v bistvu, to je, bom rekel, nek trenutek, da se sami soočate sami s sabo. Ok, kaj sem jaz pripravljen? Sej, morate vedeti, da dejansko finance so, ampak bom to še posebej video naredil, finance so dejansko najlažja zadeva. Finance so easy, ne? Ker je pač treba investirati svoj čas, ker je treba investirati svojo energijo, ker je treba investirati svoj interes. Ne? Tako da v bistvu, gledajte, upam, da vam je ta video pomagal, ne? Da dejansko morate vedeti eno stvar. Če verjamete, da ste prišli tukaj na Zemljo, v to čudovito vesolje in da dejansko vesolje želi, da uresničite svoj potencial, potem zagotovo obstaja tudi pot do nekega kapitala. Ne. Saj ni nujno, da na začetku investirate jurja. Saj lahko na začetku investirate, ne vem, 100 evrov, pa imate en trening, recimo, primerne, en trening mesečno. Veste, koliko vas lahko en tak trening torpedira? Sej v bistvu, a me razumete, 100 evrov ima vsak. Ne? A me razumete? Ne? Ampak v bistvu zato, ker ne veste, kaj lahko dobite, ne veste, koliko se vam lahko spremeni. Ne? Da vam jaz v eni uri razložim vse, kaj morate delati, da naredimo kompleten plan. Ne? In potem imate en mesec dela in potem čez en mesec spet prijete in pogledamo, kaj ste naredili. Naredimo spet plan za naprej, vam dam prave korake, usmeritve. Namesto, da se par let vrtite v nekem krogu. Saj ni nujno, da dejansko pač investirate na 1000 evrov. Ne? Lahko investirate za začetek 100 evrov. Ne? In potem se vam bo odprlo, ne? A veste, to je tako, potem se ti pa odpre, se pokažejo nove priložnosti in potem lahko investiraš več in greš spet gor in tako naprej in tako naprej. Ko da v bistvu ni zdaj to, jaz pa nimam, jaz pa to, Če imate telefon na A1 ali ne vem, na Telekomu za 30 evrov, imate lahko novo življenje na obroke za 30 evrov. Glejte, moj namen ni, da zdaj tulem tele 20 minut na vas in da ne vem, kaj vas strašim to, ampak enostavno, da vas budim. Da vas budim. Da enostavno rečete, ok, v redu, kaj zdaj tole. Ne? Ker plejte tisto, mogoče bo jesen, mogoče bo to. Ne? Jaz sem imel pač srečo, da sem imel smolo. Sem imel srečo, da sem imel smolo, da sem prišel do situacije, kjer dejansko nisem imel druge možnosti. Ko da grem naprej, ko da najdem pot, ko da najdem finance za pač podporo, za znanje in za te stvari. Ne? Če pa imate smolo, da imate srečo, ne? Da pa pač mislite, da ni še tako hudo, da se bo še zdržal, da plejte, se s partnerjem res ni tako, ampak se ni tako pogost, se še da živeti, ne? Saj pač sva že stara, se ne splača, ne? Okay. Ne? Ampak v bistvu vsi vi si zaslužite drugačno življenje, si zaslužite drugačno partnerstvo. In ni naključje, da ste tukaj v tej skupini, ni naključje, da gledate ta video. Ne. Ampak ključ je, da se potem tudi zbudite, da nekaj naredite, bom rekel, v tej smeri. Tako da upam, da je vsaj enemu, bom rekel, majčkeno odprlo oči. Ne. Druge poti ni, no, glejte.
če ste v taki situaciji, druge poti ni. Ne. So ljudje, ki ki imajo test na drugi strani, imajo neke finance, pa pač morajo najti čas. Ne. Ampak stvar je v tem, če so vam stvari pomembne, potem se moraš vprašati, okay, kaj hočem imeti. Ne. Ok, pač greste na dopust, ne. Okay, pač ne bo življenje dopust. Ne. Ampak kakšen dopust? Ne. Kakšne izkušnje imate potem tam? Ne. Tako da se pravim, upam, da vsaj enemu se majčkeno zasveti tukaj, da vsaj eden majčkeno mi pošlje sporočilo, ti Miran, hvala ti za tole, sem razmišljala, da mogoče bi bilo res smiselno, da nekaj naredim v svojem življenju, da imam drugačno življenje, pa ni nujno, glejte ljudje, ni nujno, da vam je toliko težko, se še ni tako težko. Vedno, ko pogledate in si želite, jaz bi pa na drugačnem nivoju živela, jaz bi pa imela partnerstvo na drugačnem nivoju, to je dovolj. Se ni nujno, da vas partner pretepa, zdaj bi pa res investirala. Investirala zato, ker je to krajša pot, ker v bistvu v pol leta vam jaz prehranim lahko 10 ali pa 20 let vašega raziskovanja, ki sem ga jaz naredil in ga vam ne bo treba. Ne rabi zdaj, recimo nekdo si želi, da bi zaslužil 2000 evrov, služi pa recimo Jurja. Se še ni tako težko, ampak če bom zdaj dal, kako ne od Jurja dam, pa tako naprej. Am razumete? Ne? Dovolite si sanje, dovolite si, da pogledate, kaj bi bilo, če ne bi bilo ovir? Kaj bi bilo, če ne bi bilo, bom rekel, finančnih omejitev? Ne? In potem se oglasite in bomo pogledali in bomo videli, da ni finančnih omejitev. Ne? So samo pač, bom rekel, neke odločitve, ki jih morate sprejeti v pravi smeri. In danes je en čudovit dan, da se lahko to zgodi. Ostanite čudoviti in vas do naslednjič pozdravljam.